Dober dan vse skupaj. Začenjamo našo kavico, ne vem že koliko, enkrat bom se res pogledal, koliko je, mislim, da se že kar 50 in približujemo krepko, tako da je to kar že fajn tradicionalno. Vesel sem, da ste skupaj z nami, prosimo, ugasnite si mikrofone, kamere lahko pustite prižgane. Današnja tema je Arhiv Slovenije. Pogovarjali se bomo o eni, ne vem koliko, 77 let stari inštituciji, recimo temu, čeprav ima korenine že daleč nazaj. Bi rekli že tudi tam nekje okrog, kolikor sem videl, nekje okrog leta 1859, celo bi lahko govorili v zametke, ko je historično društvo začelo zbirati gradivo. Uradno pa nekje po letu 45, mislim, da je 31. oktober oziroma 7. november, to je podobni datum, ko imamo mi, samo mi smo uradno malo starejša zadeva, mi smo z leta 20, ne pa 45. Moja gosta sta dva, eden je bil zaposlen v arhivu, drugi je še. Z Gregorjem Jenošem sva sodelovala, Gregor v eni kavici, tam konc septembra, jaz sem imel covid, in moram priznati, da si zelo dobro predstavil, mislim, da so se zmenili, da se tikava, si zelo dobro predstavil delo arhiva, dejansko inštitucije, ki ima znak invalidno prijazno podjetje. Zdaj več o tebi bo povedal Toni, ker sta pač sodelavca, tako sva se pač zmenila. Jaz bi samo tako na hitro Tonija predstavil. Toni je pač naš član, diplomirani ekonomist, če sem prav obveščen. Človek, ki sem ga jaz spoznal enega leta 1999, od takrat lahko rečem, to je bila ena fajna generacija, s katerim smo sodelovali kot mladi, jaz sem bil pač 20 let starejši od njih, ampak lahko rečem, da smo skupaj odraščali. Oni so odraščali, jaz sem se pa preko njih učil, kaj je slepota in kaj slepi lahko zmorejo in kaj lahko naredijo. In Tonija sem zmeraj jemal kot enega mojega pomočnika, a ne, Toni? Če je bilo treba karkoli, Toni, daj organiziraj, daj Toni to, in sem zelo vesel, da še zmeraj lahko sodelujeva. Lani sva imela tiste delavnice, septembra, letos imava spet maja, ene igrače bomo delali. Tako da, Toni, hvala, da si prišel, hvala, da si pomagal organizirati tole Zoom kavico. Jaz mislim, da bo tako kot zmeri, da bo tole kar dobro izpadlo, bi ti pa zdajle kar besedo predal tebi, pa Gregorju, vidva sta že tako en uigran tim, pa bosta predstavila preko teh, se temu reče, PowerPointa, bosta predstavila ta arhiv, e-arhiv Republike Slovenije, v kateri je sodeloval tudi Robert nekaj časa, Robert Merič. Tako da, evo, jaz se zdaj za trenutek poslavljam, tebi pa Toni predajam besedo. Ja, živo še z moje strani še enkrat. Kaj bi rekel Gregorju, najbolj, da sam pove kaj več, jaz bi samo rekel mogoče, da Gregor je doktor zgodovine, v arhivu skrbi za posebne arhive, za spletno stran, pa na splošno nekako bi lahko rekli za stike z javnostjo. Kaj več pa mogoče bolj, da sam pove. Ja, lepo pozdravljeni, lepo hvala Dušanu in Toniju za povabilo na ta dogodek. Zmerom radi delimo svoje znanje, svoje izkušnje, čeprav je treba priznati, da kar zadeva dostopnosti, smo arhivi slovenski, v bistvu tisti, ki se učimo od vas, od Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, in ste bili tudi pri izvedbi projekta, o katerem bom kasneje kaj več povedal, tisti, ki ste učili nas, in smo zelo hvaležni, da smo lahko dobili uvid v izkušnje, ki jih preprosto prinese življenje. Zdaj upam, da se tole vidi, ko sem premaknil tudi pri vas. Ja. Ja, zdaj s Tonijem sva dorekla nek
okvirni program vsebin, ki jih želimo predstaviti. Predstavila vam bo Arhiv Republike Slovenije in pa Slovenski elektronski arhiv, rezultat 5 let trajajočega projekta slovenskih arhivov. In zato, da lahko sploh razumemo, kaj so naša prizadevanja, je za začetek potrebno nekaj več povedati o tem, kaj pravzaprav arhivsko gradivo sploh je. Zdaj, arhivsko gradivo je zapuščina naše preteklosti, je kulturni spomenik vsakega svetovnega naroda, ker je pravzaprav neka materialna, intelektualna dediščina, ki neposredno kaže ali postavlja stik za našo preteklostjo. Če pa smo čist konkretni in strokovni in sledimo arhivski zakonodaji, pa je arhivsko gradivo tisti del dokumentacije, ki nastaja pri delovanju bodisi javnih institucij ali pa posameznikov, pomočjo katerega lahko najrazličnejše znanstvene discipline, najbolj tipičen primer seveda, zgodovinopisje, piše zgodbe o naši preteklosti. Prav tako pa arhivsko gradivo služi tudi drugim kulturnim institucijam ali posameznikom za bodisi uprizarjanje nekih zgodb iz preteklosti. Recimo en takšnih primer, ki bi lahko rekli, da lahko temelji na arhivskem gradivu, so tudi Erasmove viteške igre, kjer lahko na podlagi recimo zgodb iz arhivskega gradiva rekonstruiramo našo preteklost. V zadnjih desetletjih pa se je spremenil tudi pravni status arhivskega gradiva. Arhivsko gradivo je namreč tudi z raznimi arhivskimi zakoni dobilo status pravnega vira, kar pomeni, da lahko pravne ali fizične osebe v upravnih ali sodnih postopkih s pomočjo arhivskega gradiva dosežejo priznanje nekih določenih pravic. Zdaj, jaz, kot je Toni rekel, institucije arhivske smo načeloma majhne, kar pomeni, da smo zaposleni javni uslužbenci, ponavadi multipraktik. Ne počnemo samo ene stvari, ampak več jih. Jaz sem med drugim zadolžen tudi za pedagoški program in našim obiskovalcem, sploh kadar gre za otroke, najlažje predstavimo, če želite pridobiti v vašem imenu tisti znameniti pripis plemeniti, kot ima to en slovenski politik, to najlažje storite bodisi s pomočjo arhivskega gradiva, da dokažete, da ste torej plemenite krvi, ali pa druga pot, ta je nekoliko dražja, da si preprosto plemiški naziv kupite. Z arhivskim gradivom bo seveda to ceneje. In to je recimo arhivsko gradivo. Če pa smo seveda strokovni in konkretni, je pa seveda arhivsko gradivo zapuščina naše preteklosti in kot takšno jo moramo ceniti, saj je last vseh nas, torej ni last samo enega posameznika in kot takšen je tudi last države. Zdaj, ker je arhivsko gradivo kulturni spomenik, se seveda z varstvom arhivskega gradiva ukvarja kar nekaj zakonskih predpisov. Krovni je arhivski zakon, je Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih. Zdaj v spominu boste morebiti malo starejši med vami imeli, da smo v letu 2011 in 2014 zaradi sprememb arhivskega zakona kar dvakrat šli na referendum, kar že kaže na to, da je arhivsko gradivo tudi del političnih razprav v naši družbi in prav referendum leta 2014 je prinesel ustavno presojo pomena zakona o varstvu arhivskega gradiva, saj je ustavno sodišče izdalo odločbo, po kateri je naložilo zakonodajalcu, da mora posebno zaščititi najbolj občutljivo arhivsko gradivo, ki nastaja pri zdravljenju pacientov, saj omogoča vpogled v najbolj občutljive detajle posameznikovega življenja, bodisi tudi podatke s področja genetike, psihiatričnega zdravljenja in torej lahko vpliva tudi na življenje slovenskih družin. Na to pa je seveda iz teh dveh zakonov še izpeljana uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Slovenska zakonodaja določa, da za javno arhivsko gradivo na Slovenskem skrbi tako imenovana Slovenska javna arhivska mreža. To sestavlja 7 javnih arhivov, ob Arhivu Republike Slovenije, ki deluje kot državni arhiv, še 6 regionalnih arhivov. Teh 6 regionalnih arhivov ima sedež v
vseh večjih slovenskih mestih. Imamo recimo regionalni arhiv v Ljubljani, nato v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Novi Gorici in pa v Kopru. Javno arhivsko mrežo pa potem dopolnjuje še mreža arhivov Katoliške cerkve, gre za 3 arhive, škofijskega v Kopru in pa 2 nadškofijska s sedežema v Mariboru in Ljubljani. Zdaj, morebiti se boste vprašali, zakaj javno arhivsko mrežo dopolnjujejo arhivi Katoliške cerkve. Katoliška cerkev je bila vse tja nekje do leta 1918 pomemben del ustroja Habsburške monarhije. Država je Katoliški cerkvi dodelila vlogo, da je vodila med drugim recimo matične knjige, in te matične knjige so izrednega pomena za razumevanje naše preteklosti, služijo recimo za to, da lahko raziskovalci izdelajo recimo rodovnik in prav s pomočjo teh rodovnikov potem dokažete, da ste plemenite, torej modre krvi. Katoliška cerkev je torej bila tam do konca velike vojne, torej prve svetovne vojne, eden izmed pomembnih stebrov ne le državnega ustroja Habsburške monarhije, ampak iz zgodovinskega vidika tudi zelo pomemben steber slovenske narodne identitete. In če sedaj seštejemo arhivsko gradivo vseh, torej 10 slovenskih arhivov, lahko rečemo, da slovenski arhivi hranimo približno 75 kilometrov arhivskega gradiva. To pomeni, če bi arhivske škatle, v katerih hranimo gradivo, postavili eno ob drugo, bi prišli nekje iz Ljubljane do Celja. Zdaj, gre za izjemno bogato zapuščino arhivske kulturne dediščine. Nekako si morate časovni razpon predstavljati od 9. stoletja, to so najstarejši dokumenti, ki jih hranimo konkretno v Arhivu Republike Slovenije. Hranimo pa seveda arhivsko gradivo vse do današnjih dni. In prav zato, ker govorimo o več kot tisočletnem razponu, se arhivsko gradivo v arhivih pojavlja v najrazličnejših pojavnih oblikah. Zelo na kratko se bomo dotaknili tistih najbolj temeljnih oblik arhivskega gradiva. Zdaj, vsak, zlasti mlajši obiskovalec arhiva ob omembi arhivskega gradiva seveda najprej pomisli na pergamentne listine s tistimi slavnimi pečati. Ja, listine s pečati predstavljajo pravzaprav na nek način zapuščino pogodb, bodisi darilnih, dednih pogodb, pogodb o nakupih nekih zemljišč in imajo v preteklosti dokazno vrednost. Pečat pa pravzaprav služi, kot bi danes služil podpis, ali fizični ali elektronski, saj je v njem v neki upodobitvi zapisana sled tistega, ki je takšno listino izdal. Imamo pa seveda različne listine, od papeških, cesarskih, kraljevih ali pa listin, ki so bila izdane med zemljiškimi gospodarstvi. Druga oblika arhivske kulturne dediščine so najrazličnejši kodeksi. Kodeksi so praviloma na roko napisane knjige. Na upodobitvi je najstarejši dokument, ki ga hranimo v Arhivu Republike Slovenije oziroma slovenskih arhivih. Gre za fragment predpisa pastoralnega vodila Gregorja Velikega, nastal pa naj bi v drugi četrtini 9. stoletja. Pisan je seveda v latinskem jeziku, je pa bil to včasih del kodeksa, ki je določal pravice podanikov Gregorja Velikega. Zanimiva je zgodba, kako je nastal ta dokument oziroma kako smo ga našli. Pri restauriranju enega starega urbarja je bil ta dokument, ta fragment ukorporiran v platnico urbarja in čisto slučajno, ko so kolegice razstavljale takšen urbar, so naleteli pravzaprav na ta izjemen zaklad. Najbolj tipična zapuščina tako imenovane fevdalne dobe, torej obdobja od nekje konca 15. stoletja pa tja do 19. stoletja, so razne oblike urbarjev in davčnih knjig. Zdaj, danes bi sicer rekli, zakaj hranimo davčne knjige, ampak dejstvo je, da s pomočjo teh davčnih knjig raziskovalci danes ugotavljajo ne le, kakšni so bili donosi najrazličnejših zemljiških gospodstev in njihovih posameznih delov, ampak tudi kakšna je bila recimo prehrana v preteklosti.
če bi vam rekli danes, da bi morali jesti potočne rake, artičoke in še kakšno luksuzno dobrino, bi rekli, da je to danes pravzaprav dostopno zgolj za en majhen del prebivalcev Slovenije. Včasih, zlasti v recimo 18. in 19. stoletju, pa so bile to dobrine, s katerimi so se prehranjevali kmetje. Tudi recimo mešan kruh, kot je ajdov kruh, je danes kar cenovno dosti dobro vrednoten, včasih pa je bil to pravzaprav kruh, ki so ga uživali kmetje, ker je bil bel kruh rezerviran zgolj za gospodo. In prav takšne informacije recimo lahko najdete v urbarijih. Nato so pa zemljiške knjige, katastri kot zapuščina davčne odmere in izrisa, ki je koristil državi za seveda obdavčitev svojih podanikov, matične knjige, ki sem jih prej omenil, izrednega pomena za raziskovanje rodovnikov in preteklosti posameznikov, poznamo seveda različne rojstne, poročne in pa mrliške, razni razglasi, plakati in letaki, s katerimi je država oziroma oblast sporočala svojim državljanom ali pa prebivalcem katere od prelomnih trenutkov. Recimo na upodobitvi je razglas generala Rudolfa Maistra iz leta 1918, da je Maribor končno postal slovenski. Zdaj sem po rodu Mariborčan, zato je zame ta plakat še posebno pomemben. Nato pa hranimo tudi najrazličnejše oblike načrtov, tehničnih risb, ki kažejo bodisi na zgodovino stavb, regulacijo rek, recimo. Takšna zapuščina je pomembna tudi za arhitekte ali pa recimo za geografe, ki s pomočjo načrtov in torej kart in zemljevidov, ki so prav tako pomemben del zapuščine, raziskujejo, kako so se spreminjale bodisi urbane ali ruralne naselja. Najbolj tipično arhivsko gradivo v slovenskih arhivih pa je seveda tako imenovano spisovno gradivo. Spisovno gradivo so lahko bodisi zapisi na papirju ali pa mikrofilmih, kamor so v preteklosti prenašali torej gradivo iz fizične oblike. Samo kot zanimivost, včasih so, da bi prihranili prostor, gradivo mikrofilmali, danes pa imamo v arhivi zelo veliko dela, da gradivo iz mikrofilmov, ki jih praktično več ne znamo upodabljati in brati, spravljamo v digitalno obliko. Sedaj smo našteli nekaj najbolj temeljnih oblik arhivskega gradiva in s temi arhivskimi dokumenti se ukvarjajo Državni arhiv, Arhiv Republike Slovenije in regionalnih arhivi. Zdaj, Arhiv Republike Slovenije predstavlja organ v sestavi Ministrstva za kulturo, odgovorni smo za izvajanje tako imenovane kulturne politike na področju arhivov in torej za nadzor na nek način ali pa za usklajevanje dela vseh javnih arhivov. Sicer pa skrbimo za arhivsko gradivo najvišjih državnih organov, torej ministrstev, organov v sestavi, Banke Slovenije, recimo državnih in javnih skladov ter agentov, ki delujejo na področju celotne Slovenije. Odgovorni smo za arhivsko gradivo najvišjih sodnih organov, torej vrhovnih sodišč, ustavnega sodišča, specializiranih sodišč, Računsko sodišče, Višje delovno sodišče, nato pa tudi državnega odvetništva. V okviru Arhiva Republike Slovenije delujeta dva posebna centra, in sicer Center za restavriranje in konzerviranje arhivskega gradiva, ki se ne ukvarja s vsebino, ampak s poškodbami arhivskega gradiva, in pa Slovenski filmski arhiv, ki pravzaprav skrbi za slovensko filmsko kulturno dediščino. Arhiv kot državni arhiv potem tudi vodi evidence javnega arhivskega gradiva, evidenco arhivskega gradiva, ki se nanaša na našo državo ali posameznike v drugih evropskih ali svetovnih državah. Skrbimo za evidence javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov, ki jih je izdala naša država. Kot organizacijske enote v arhivu deluje, mislim, da 5 posameznih sektorjev, 5 sektorjev takšnih, ki se ukvarja s konkretno obdelavo arhivskega gradiva, njegovim popisovanjem. To so sektor za najstarejše arhivsko gradivo, ki skrbi za listine, urbarje, nato sektor za varstvo arhivskega gradiva s področja konkretno
zdravstva, šolstva, gospodarstva. Ta je zadolžen recimo tudi za društva, torej za Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, VISO. Ta sektor za varstvo arhivskega gradiva uprave po letu 1945, ta naslov je sicer malenkost ponesrečen, skrbi pa za arhivsko gradivo upravnih organov. Na to sektor za varstvo arhivskega gradiva posebnih arhivov, ta sektor sodim jaz sam, skrbimo za arhivsko gradivo nekdanjih represivnih organov, obveščevalnih služb in drugih organizacij. Slovenski filmski arhiv smo že omenili. Posebna sektorja sta potem sektor za elektronske arhive in računalniško podporo, sektor, v katerem je deloval tudi naš Toni, saj ta sektor skrbi pravzaprav za ali pa pokriva celotno IKT infrastrukturo slovenskih arhivov za celotno državo in pa najpomembnejši del, bi lahko rekli, je sektor za informacije in dokumentacijo, v okviru katerega deluje tudi čitalnica arhivskega gradiva, ki omogoča, da arhivsko gradivo, ki ga hranimo, lahko tudi uporabniki vpogledate. Če se še zelo na kratko stavimo pri regionalnih arhivih. Regionalni arhivih, kot sem omenil, delujejo v večjih slovenskih mestih, pokrivajo pa določeno področje ali regijo. Imena se pa razlikujejo od pokrajinskih do zgodovinskih arhivov. Pomembno je razlikovati med regionalnimi in državnim arhivom, zato ker je pristojnost regionalnih arhivov strogo lokalna in pa, če gledamo hierarhijo državnih organov, recimo skrbijo za prvostopenjska in pa višja sodišča, nekatera specializirana sodišča, medtem ko Arhiv Republike Slovenije pokriva najvišje sodne organe. Tudi kar zadeva šolstvo, Arhiv Republike Slovenije pokriva Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ali kakorkoli se zdaj že imenuje, medtem ko naši kolegi v regionalnih arhivih pokrivajo konkretne šole. Torej, če izgubite spričevalo, greste v regionalni arhiv, ne v Arhiv Republike Slovenije. Arhivska javna služba skrbi torej za arhivsko gradivo na 3 nivojih, in sicer na nivoju ustvarjalcev, na nivoju arhivov in na nivoju uporabnikov. Za vsake od teh 3 deležnikov moramo arhivi poskrbeti, da ustrezno z gradivom ravnamo. Zdaj, pri ustvarjalcih pomeni, da arhiv nadzoruje in odbira arhivsko gradivo, ki ravno kar nastaja. Nato, potem, ko arhivsko gradivo prenesemo v arhiv, skrbimo za to, da arhivi gradivo popišemo in ga pripravimo za uporabo v naših čitalnicah. Uporabniki so po končni fazi tisti, ki s pomočjo arhivskega gradiva pišejo zgodbe, ki jih poznamo o naši preteklosti. Zdaj, kar zadeva elektronskega arhiva, ki smo ga omenjali. Zdaj, slovenski elektronski arhiv je pravzaprav produkt večjih let prizadevanj slovenskih javnih arhivov, kako strukturirati in sistematizirati ravnanje z zlasti digitalno arhivsko kulturno dediščino. Tako kot tudi vi opažate, pravzaprav naše celotno poslovanje in komunikacija sta se bolj ali manj premaknila v digitalni svet. In če smo recimo imeli v preteklosti srečo, da smo v zapuščini, v korespondenci našli dopise najrazličnejših znanih slovenskih kulturnikov, recimo, ki so si med seboj dopisovali, bomo danes imeli zelo velike težave takšno korespondenco ohraniti. In slovenski arhivi smo se spraševali, kako poskrbeti za digitalno kulturno dediščino, ki je pravzaprav v primerjavi z fizično veliko bolj izpostavljena propadanju ali izgubi. In tako smo leta 2016 začeli izvajati projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva, kompleksnega digitalnega okolja, ki pa se je, ker smo pač arhivi zelo ambiciozni, soočala ne le z vprašanji digitalne hrambe, ampak tudi nastajanja gradiva, na to pomemben del dostopnost gradiva. Pomen projekta je prepoznala tudi Evropska komisija, ki je 4 milijone evrov vreden projekt financirala v 80% vrednosti. Vodja projekta je pa bila doktorica Tatjana Hajtnik, vodja sektorja za elektronske arhive v Arhivu Republike Slovenije. Zdaj, tukaj na prosojnici je samo zelo na
nazorno razdeljena sestava projektne skupine. Zdaj, Arhiv Republike Slovenije je bil vodja tega projekta, v njem pa je sodelovalo kot partnerske institucije vseh 6 regionalnih arhivov. Naša delovna skupina je bila razdeljena na 8 tako imenovanih kompetenčnih centrov, torej koordinatorskih centrov, ki smo se ukvarjali z nekimi posameznimi vidiki varstva digitalnega arhivskega gradiva. Najpomembnejši kompetenčni center iz vidika dostopnosti je bil kompetenčni center številka 4, v katerem je bil tudi zelo dejaven kolega Toni. Ta sektor se je namreč konkretno ukvarjal z vprašanjem omogočanja dostopa do arhivskega gradiva in to širši skupini uporabnikov. V ospredje smo namreč že pri snovanju strategije tega projekta postavili tudi tako imenovano inkluzivnost. Naš moto je, če želite, bil, da invalidnost posameznika naj ne bi bila ovira, da bi lahko spoznal svojo preteklost oziroma še pomembneje slovensko kulturno dediščino. Zato smo se lotili pravzaprav analize dela slovenskih arhivov zelo široko in prav tukaj je potem v veliko pomoč nam pravzaprav kot nevednim prišlo dobro sodelovanje z deležniki, torej z področja bodisi izobraževanja, recimo slepih, slabovidnih, oziroma v prvi fazi sploh, da smo se izobrazili, s kakšnimi težavami se lahko naši sodržavljani sploh soočajo. In da ne bom Tonijo pojedel preveč časa, bom sedaj predstavil samo 2 vidika problemov, s katerimi smo se ukvarjali. Torej, odpravili smo po eni strani arhitektonske prepreke naših arhivskih stavb. Tukaj je bilo z zakonodajo izredno veliko težav. V Arhivu Republike Slovenije smo recimo želeli v Gruberjevi palači, ki je spomeniško zaščitena, postaviti dvigalo in birokracija nam je pojedla, mislim, da 1,5 leta, zato da smo na dvorišču postavili eno stekleno dvigalo, kar je absurd. Ob predpostavki, da je to dvigalo potrebno, zato da lahko sploh uporabniki, bodisi jim so gibalno ovirani ali pa v vozičkih, dostopa do naših čitalnic. Drug problem je bil prilagoditev spletnih strani arhivov. Če govorimo o dostopnosti spletnih strani, je seveda najlažje tekst ureči na spletno stran in pričakovati, da se bodo naši uporabniki znašli. Zdaj, Arhiv Republike Slovenije ima tukaj smolo, ker smo del državne uprave in gostujemo ali pa smo del slavnega go.si. Zdaj, go.si je spletna stran ali pa spletišče, ki je nastalo popolnoma na novo in načeloma je tako, da so že pri načrtovanju teh spletišč v obzir vzeli zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, vendar pa žal ne v popolnosti. Saj je spletišče sicer dostopno, omogoča odzivno oblikovanje, torej prilagajanje vsebine ločljivosti zaslona, tudi recimo prilagojeno naj bilo za bralnike zaslona Braillevo vrstico, omogočalo naj bi navigacijo s tipkovnico in podobno. Žal pa pri snovanju nismo bili, jaz sem eden izmed urednikov, ki sicer ni imel vpliva na tehnično postavitev, ampak vsaj na vsebine, nismo uspeli zadostiti vsem zahtevam zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ker je preprosto težko birokrate v državi premakniti v to smer, da bi inkluzivnost zapisali z velikimi črkami. Tako, če boste šli na go.si na stran o dostopnost, boste našli cel kup nekih izjem, kaj ni prilagojeno in seveda zakaj ni prilagojeno. In Arhiv Republike Slovenije tukaj ni nobena izjema, tudi mi smo del tega in žal je tako, da je najprej potrebno spremeniti mišljenje posameznikov, jih izobraziti, zakaj recimo ne moreš kar Wordovega dokumenta pretvoriti v PDF in ga vreči na splet in reči, da je zadeva dostopna. Ker je preprosto preveč nekih v ozadju posebnosti, ki jih moraš poznati, da je lahko takšna stvar dostopna. Zdaj, Toni je tudi sodeloval z Uradom Vlade za komuniciranje, ki je vsebinski skrbnik pri prilagajanju teh spletišč in kaj več lahko o težavah in tegobah verjetno
pove kar on sam. Smo pa veseli, da smo imeli več svobode pri prilagajanju spletnih strani regionalnih arhivov, kjer smo koristili znanja, kakršna ima recimo Toni z bralniki, z kontrasti, da smo vsaj te vidike aplikacij lahko lažje uporabili in sedaj imajo uporabniki pač možnost izbire teme, pisave, načina izpisa, povečevanja in zmanjševanja pisave in tudi torej pluginov za te najrazličnejše podporne tehnologije. Za konec pa mi preostane še veselje, da vam predstavim en projekt, ki smo ga izvedli v okviru projekta EARH.si, to je prilagoditev ustanovne listine cistercijanskega samostana Kostanjevica na Krki. Naredili smo kopijo originalne listine iz mislim, da 1400, nekaj takega, z namenom, da bi pač ta listina bila dostopna tudi slepim in slabovidnim uporabnikom v Arhivu Republike Slovenije, da bi lahko imeli s to listino tudi haptično izkušnjo. Zdaj, listina ima pečat, ta pečat smo 3D skenirali in izdelali natančno repliko tega pečata, nato pa smo izdelali pergament, na ta pergament z kaligrafsko pisavo prenesli originalno besedilo in to listino potem tudi še na originalnih mestih pravzaprav preložili, tako da dejansko uporabniki imajo danes možnost se s to listino neposredno soočiti. Zdaj, seveda, vse znanje ni zraslo na našem lastnem zelniku, sodelovali smo s številnimi institucijami in posamezniki, mislim, da je 20 ljudi bilo potrebnih, da smo izdelali kopijo ene takšne listine. Delovnih postopkov je pa bilo zelo veliko, tako da ob naslednjem obisku arhiva si lahko tudi, seveda ob predhodni najavi, to listino skupaj ogledamo. To je recimo primer, ki mene vedno fascinira, kaj omogoča tehnika 3D skeniranja. Torej pečat na desni, torej rdeč pečat, je pravzaprav kopija originalnega. Tako, Toni, s tem sem jaz svoj del predstavitve končal in besedo predajam tebi. Ok, velja. Naslednja vrsta gradiva, ki smo ga prilagajali, so fotografije, plakati. Toni, sam sekundo. Goran bi ves čas drži roko gor. Goran, kaj bi vprašal? Lep pozdrav, gospod Igor. Jaz bi pa sam nekaj vprašal konkretno, kaj pa s tem arhivom, recimo z bivše Jugoslavije, konkretno iz Beograda, a je zdaj že kaj prišlo nazaj, večjih dokumentov, kar se tiče Slovenije in to naprej? Ja, torej zdaj dokumenti, tako je, no. Po razpadu Jugoslavije je prišlo do sprejetja pogodbe na Dunaju, ki omogoča, da so vse naslednice pravne Jugoslavije upravičene do arhivskega gradiva. Zdaj ni pričakovati, da bo originalno arhivsko gradivo prihajalo v Slovenijo, ampak Slovenija vsako leto pošilja v Beograd in tudi druge države naslednice Jugoslavije skupine ekspertov, ki evidentirajo arhivsko gradivo, ki se nanaša na bodisi Slovence ali Slovenijo in na to arhivi dobimo kopije tega gradiva. Ni pa pričakovati, da bomo dobili cele edicije originalnega gradiva, ker je v končni fazi to del skupne kulturne dediščine in pa treba je žal tudi reči, da so ti postopki zelo dolgotrajni in vezani na interese posameznih držav. Hvala. A če bomo zdaj pustili, da še Toni pove, pa bomo pol postavili vprašanja. Ja, jaz bi predlagal, da jaz Gregorja končava, pa potem, da se pogovarjamo. Tako. Ok, Slavica, pol bom tebi dal besedo. Ok, izvoli, Toni. Ok, no, kot rečeno, naslednja vrsta gradiva, ki smo ga prilagajali, so bile fotografije, plakati, letaki in pač grafike, vse, kar je na papirju v neki slikovni grafični obliki. Zdaj to za slepe najlažje prilagodiš tako, da narediš opis vsebine. Kakšen je to opis, je pač odvisno od namena, od vsebine gradiva. Mi smo se odločili, da prilagodimo fotografije iz fonda Zavoda za slepe tam od let 19 do približno 84. Teh fotografij je približno 1800. Fotografije smo mogli najprej razvrstiti, očistiti, popisati, s pomočjo raziskav tudi ugotoviti,
kam sodijo, katero časovno obdobje, katerim dogodkom. Potem pač za vsako fotografijo narediti opis in na koncu fotografije zložiti v albume. Kot veste, smo prilagali tudi film, to so gadi. Ko se odločiš za prilagajanje filma, moraš v bistvu nekako slediti 3 kriterijem. Prvi je renome filma, se pravi, ne boš prilagajal film, ki ga noben ne pozna. Drugo, kar je zelo pomembno, je gostota dialoga v filmu. Zdaj, če so v filmu dialog tak, da ves čas nekdo nekaj govori in da nimaš prostora, kam bi vstavil zvočni opis, potem pač tega filma ne moreš na ta način prilagajati. Najbolj pomemben kriterij pa mogoče je avtorske pravice. Se pravi, če ti avtorji ne dajo pravice za predelavo in javno predvajanje, potem tega filma ne smeš prilagajati, ne glede na vse ostalo. No, in pri Gadih moram reči, da smo naleteli na zelo pozitiven odziv, so bili veseli naše ideje, tako za predelavo kot za kakršnokoli javno predvajanje, so bili zmeri za, tako da smo jim v bistvu hvaležni za to. Ko smo se lotili tega projekta, smo v bistvu najprej raziskali trg, mogli smo poiskati zvočnega opisovalca, tolmača, studio, ki bo posnel zvočnega opisovalca, studio, ki bo posnel tolmača, nekoga, ki bo naredil podnapise, potem studio, ki bo to vse skupaj zložil v en izdelek, naredil različne formate, različne oblike prilagoditev. Naredili smo 3 formate osnovne, eden je za predvajanje na računalnikih in pač podobnih napravah, drugi je za predvajanje v kinodvorani. Zdaj, tisti, ki ste bili na premieri v kinoteki, veste, da smo tam najeli tudi konferenčno opremo, se pravi, zvočni opis je bil zgolj na slušalkah, tako da za tiste, ki ga ne rabijo, ni bil moteč. To je v bistvu bil prvi film, prvo takšno predvajanje v Sloveniji, zato smo mogli že prej narediti generalko, da probamo, če vse deluje tako kot mora, ker v bistvu zvok zvočnega opisa je posnet samo na 8. kanalu in potem bilo treba preveriti, če gre ta zvok lepo na mešalko, iz mešalke na sprejemnik in potem na oddajnik za slušalke. Zelo fajn se nam je zdelo, ker je dvorana bila praktično polna, še boljše pa to, da v bistvu večina gledalcev so bili pripadniki ranljivih skupin, kar je zelo redko, ker ponavadi na dogodke, ki so mišljeni za slepe, za gluhe, pride več videčih in slišečih kot slepih ali gluhih. Prilagajali smo tudi zvočne posnetke za gluhe osebe. To smo delali tako, da smo zvočne posnetke transkribirali, se pravi, naredili smo dobesedni prepis vsebine posnetka. To lahko narediš ročno, da poslušaš in tipkaš, lahko narediš pa tudi s pomočjo orodij, ki sama prepoznajo besedilo, ampak potem ti vzame nekaj časa to, da greš skozi in popravljaš napake. Na ta način smo prilagodili približno 200 audiokaset. Že omenjeno spisovno gradivo smo tudi prilagajali, in sicer iz enakega fonda kot fotografije, iz fonda Zavoda za slepo mladino. Prilagodili smo 134 različno obsežnih dokumentov, to smo pa delali s pomočjo OCR tehnologije, se pravi, papir poskeniraš, ga spustiš skozi orodje za strojno prepoznavo besedila oziroma znakov in potem greš ročno popravljati napake, ki jih je računalnik naredil, ker praktično nemogoče, da se zgodi, da imaš nek list brez napake, zmeraj je kakšna napakica. Napake so pa odvisne od tega, kakšen je tisk, kakšna je pisava, kako je ohranjen papir in tako naprej. Zadnja prilagoditev, ki smo jo delali, je pa izdelava makete, ker naš projekt je temeljil na najsodobnejših tehnologijah in smo rekli, da imamo tudi na tem področju nekaj narediti. In smo rekli, da bomo uporabili 3D tisk. Ko smo razmišljali, kaj bi naredili, smo rekli, da bomo narediti nek avto. In ker arhiv hrani film naš avto, smo rekli, da bomo ta avto narediti, da nekdo, ki je slep in ta film gleda, oziroma ga je že gledal karkoli, da si lahko ta avto potipa, da ve, kakšen je bil. Po drugi strani pa maket, sploh pa originalnih avtomobilov iz tistega obdobja praktično ni, tako da nekdo, ki ne vidi, si težko tudi predstavlja, kako so originalno izgledali takrat avtomobili. No, to malo. Rojko. Ja. Dej izklopi mikrofon. Ja. Ok, dej naprej, nadaljujmo. Ok.
Zdaj pa izdelavi tega avta smo najeli enega izvajalca, ki to zelo dobro dela. Za določene avte že obstajajo načrti, kako se naredi in ga samo sprinta. Zdaj za ta avto pa načrta ni bilo in ga je v bistvu mogel on ročno risati na podlagi slik iz filma. Se pravi, on je iz filma vzel fotografije, priskrbeli smo mu tudi nekaj fotografij originalnih, ki so nastale med snemanjem tega filma in potem na podlagi tega je on mogel avto zrisati, sprintati posamezne dele, zalepiti vse skupaj in potem pobarvati. Zdaj pri barvanju smo naleteli na težavo, ker nikjer nobeni dokumentaciji ni bilo podatka o tem, kakšne barve je bil ta avto. Na plakatu, ki reklamira ta film, je avto bil rdeč, analiza barv filma je pa pokazala, da je bil črn. In potem nismo bili 100%, kakšen je dejansko bil. Tako da sem se jaz lotil malo raziskovati in sem najdel gospoda, ki je v bistvu sin lastnika tega avta. In takrat je bil star nekih 8 let in je rekel, da se spomne, da je avto bil črn, da ni nobenega dvoma. Ja, tako da to je to z moje strani. Zdaj pa gremo lahko potem na vprašanja. No, super, Toni, super, Grega. Hvala za tole predstavitev. Vem, da ste komi čakali. Slavica, izvoli. A se slišimo? Ja, se slišimo, ja. Dobar dan. Ja, jaz bi dve stvari me zanimata. Zdaj vemo, da v Sloveniji teh zgodovinskih dokumentov hranijo kar nekaj inštitucij v bistvu. Zdaj, ne vem, veliko nas je bilo verjetno že vnukov, ko smo kaj iskali. Potem jaz pogosto zahajam v Slogi, to je ta Slovenski gledališki muzej. Zdaj, kako se v bistvu, kakšen je razdelilnik? A se grebete za te zgodovinske dokumente ali je to neka pravna, vemo, gledališki muzej ima neko osnovo gledališča odrske umetnosti, ampak kljub temu v bistvu vse posod so tu znaki kulturne dediščine, zgodovine. Tako da ena zadeva je to, ki me zanima, naslednja zadeva pa je, nekaj gradiva iz Arhiva Slovenije dostopnega na spletu, nekaj moraš pa dobesedno priti v vašo čitalnico pogledati. Kje pa je zdaj tukaj meja? Te dve stvari, prosim. Ja, torej hvala za vprašanje. Zdaj, vi ste en ključnih menikov, ki ste ga omenili, šli ste v NUK. NUK je Narodna univerzitetna knjižnica in tako arhivi, muzeji kot knjižnice torej skrbimo za kulturno dediščino. Pri arhivskem gradivu govorimo, da gre pač za praviloma unikatne zapuščine naše preteklosti, ki so lahko tudi knjige, kot recimo jih hranijo knjižnice, ampak knjižnice, recimo konkretno NUK, hrani tako imenovane obvezne izvode. Vsaka knjiga, ki se financira z javnega denarja, mora priti neko določeno število izvodov v NUK oziroma v slovenske knjižnice. Pri arhivskem gradivu pa praviloma govorimo, da gre za unikatne, edinstvene primerke zapuščine, tudi pisne kulturne dediščine. In recimo, zato se pa prej na začetku omenjal, arhivi imamo razdeljeno, za katere institucije smo odgovorni in te institucije, kot so recimo ministrstva, razni državni organi, pooblaščenci, ki imajo recimo koncesijo, ti pri svojem poslovanju ustvarjajo arhivsko gradivo. Recimo, če se navežem na delovanje vašega društva, torej Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Vi v nekem določenem delu delujete torej v javnem interesu. Tisti del, ki vam je bil strani države zaupan, da je javni interes, tam pri vas nastaja javno arhivsko gradivo in to arhivsko gradivo v primeru, da se pač vzpostavi dogovor med vašo institucijo in Arhivom Republike Slovenije, bi lahko prišel v arhiv. Ker je to tisti del zapuščine našega naroda, ki bi ga lahko v bodoče naši raziskovalci potrebovali. Kar zadeva pa zdaj dostopa do fizičnega ali digitalnega gradiva. Seveda je trend v svetu, da bi čim več gradiva bilo dostopnega preko spleta. Zdaj tale nesrečna COVID epidemija je zaradi skoraj enoletnega zaprtja arhivov dokazala, da je pač potreba po digitalni kulturni dediščini zelo velika. Ampak ne moremo 75 kilometrov arhivskega gradiva spraviti na splet čez noč. Država namenja slovenskim arhivom
denar za digitalizacijo, konkretno mislim, da Arhiv Republike Slovenije dobi letno 50.000 evrov in za 50.000 evrov lahko vi digitalizirate 250.000 strani arhivskega gradiva. To je v milijonih, ki jih imamo razmeroma malo, ampak postopoma bomo vedno več gradiva dali na splet. Recimo, konkretno v Arhivu Republike Slovenije, mislim, da je velik del zbirke urbarjev dostopen preko spleta, velik del zbirke listin je dostopen preko spleta. Ostalo gradivo mlajše je pa tudi bodisi pod varstvom zaradi osebnih podatkov ali pa, kot je Toni omenil, zaradi varstva avtorskih in sorodnih pravic. Tako da arhivi delamo na tem in to je naš interes. Gospod Gregor, še eno vprašanje bi samo mogoče, ko sem že ravno pri besedi. Te krstne knjige po župnijah, vemo, da se dostikrat iskalo, a ne, pri župnikih neke stare podatke in tako naprej. Kako pa je s tem potem, ne vem, ko že dosežejo neko starostno dobo, kam grejo? Zdaj, matične knjige varuje zakon o matičnih knjigah. Ta določa, da se 100 let po zadnjem vpisu javnih matičnih knjig, torej, ki so nastale pri organih, ki so jih vodile, šele takrat prenesejo v pristojne arhive. Kar zadeva pa župnijskih knjig, ki so hranjene pri torej župnijah, za varstvo teh je pa pravzaprav odgovoren Arhiv Katoliške cerkve. In oni jih morajo pač iz župnij pripeljati v centralne cerkvene arhive. To je ravno tisti del, ki ga država z tem dogovorom, z temi privatnimi institucijami želi doseči, da so prav te matične knjige župnij dostopne uporabnikom. Tako da tukaj gre v bistvu za javno-zasebno partnerstvo. To je privatno javno arhivsko gradivo. Hvala. Mogoče bi še jaz nekaj dodal. Toni, ja. Verjetno gospod Slavico zanima, kako je s tem starim gradivom, zakaj so po nekom muzejih en del iste vsebine kot v arhivu, pa še kje. Okay, mislim, a boš ti? Krdej, Gregor. Ja, mislim, tako je, no. Arhivsko gradivo in tudi sama znanost okoli tega je nastajala skozi desetletja, lahko rečemo zadnjo stoletje, ne. In čist možno je, da boste našli enako gradivo, kot ga imamo mi pri nas kot arhivsko gradivo, tudi v NUK-u hranjeno, ker je pač v NUK prišlo in so se tam odločili, da ga zavarujejo, ne. Je pa problem v tem, ker v knjižnicah si vi veliko večino gradiva lahko izposodite za domov, v arhivih pa arhivskega gradiva nikoli ne boste dobili domov, ne? In ga boste morali vpogledati v arhivih. Mi pač zagovarjamo načelo, da je boljše, da je gradivo hranjeno pri dveh institucijah, kot pa da ga ne shranimo. Ne? Je pa pri sodobnem arhivskem gradivu nemogoče, da bi prišlo v NUK oziroma v knjižnice ali muzeje. Ker je ločnica med muzealijo, arhivalijo in torej knjižničnim gradivom. Ja, recimo ravno pri tem filmu Naš avto, film hrani Arhiv Republike Slovenije, snemalno knjigo in cel kup fotografij hrani pa kinoteka. Zato, ko pač tisti, ki je to imel, je izročil kinoteki. Dobro, predno dam Branetu besedo, eno vprašanje z moje strani, digitalni arhivi, ne. Zdaj, vemo, da imam doma, ne vem, 10.000 fotografij, ne, ki jih nisem nikoli dal razviti, ne, ampak so nekje na enem disku pozabljenem. Potem, ne vem, potem so ti razni maili, ki si jih pošiljamo, ali pa razni zapisi, ki jih imamo dejansko v računalniku na disku. Zdaj, kako to pride recimo do vas, oziroma kako bi to do vas prišlo, oziroma kako bi zavarovali recimo moje spomine, ki jih imam jaz na disku, ne? Zdaj, tako je, no. Gradivo vsakega posameznega... Mislim, nočem reči, da je zdaj moje gradivo, ampak dam kot primer, ne. Zdaj, pri elektronskem gradivu je pač tako, vi morate elektronsko gradivo praviloma, če želite, da preživi, hraniti na večjih lokacijah, kar pomeni, da si delajte tako imenovane backup kopije, bodisi na zunanjih diskih, ne delati tega na CD-je, ne delati tega na ključke, dajte si zadeve skopirati, sploh tiste najpomembnejše podatke, ne. Hkrati pa arhivi govorimo o formatih za dolgoročno hrambo. Zdaj, format Word, recimo za spisovno gradivo, ni format za dolgoročno hrambo, je pa recimo, če iz Worda pretvorite v PDF A1, to format, ki
bo po teoriji preživel tudi številne spremembe. V primeru, da imate recimo fotografije na vašem osebnem računalniku, pa je zelo priporočljivo, da te fotografije hranite v formatu TIFF ali pa JPG 2000. To so formati, za katere arhivi trdimo, da so formati primerni za dolgoročno hrambo, kar pomeni tudi, če te formate iz TIFF-a ali pa JPG 2000 pretvarjate v naslednje verzije TIFF-a ali JPG 2000, ne bo prišlo do izgube podatkov. V trenutku, ko imate recimo slike shranjene v JPG-ju, je pri pretvorbi takoj zaznati izgubo podatkov. Kar zadeva pa, kako pride to gradivo recimo elektronsko v arhiv. Arhiv je razvil posebna orodja, s pomočjo katerih mi temu pravimo valoriziramo, vrednotimo arhivsko gradivo. Tisti, ki je za vas pristojen, bi vašo zapuščino recimo pregledal in rekel, tale del vaše produkcije ima vrednost za narodno zgodovino, bodi si korespondenca z umetniki, z strokovnjaki z vašega področja. Takšne stvari lahko imajo status, če pa ste si zabeležili recept za pripravo palačink, pa verjetno to ne bo arhivsko gradivo. Gre vedno za vrednotenje, kaj je arhivsko gradivo, kaj bi lahko kdaj v bodoče imelo vrednost za kakega raziskovalca. Je pa seveda vedno tveganje, da se gradivo izgubi, ne le v digitalnem. Zadnjič sem poslušal intervju z tem Vladimirjem Žumarjem, nekje sem najdel. On je razlagal, kako je uničevalec dokumentov. V tem smislu, ker je rekel, vsega tudi ne moramo hraniti, ampak dejansko Arhiv Slovenije tudi uničuje določene dokumente. Mislim, vas bo presenetilo, če vam povem, da imamo komisije za odbiranje gradiva, ki je že v arhivu. Včasih, ko ni bilo teh pravil v veljavi, so pobrali vse. In se lahko zgodi, da imaš za določen zapisnik ali pa določen izvod nekega brošure po 50 izvodov. Uradno ti teh 50 izvodov kar tako ne moreš reči, da bom pa enega obdržal, 49 jih bom povrgel stran. Za vsako takšno stvar je potrebno imenovati komisijo, gradivo pregledati, ga odbrati, popisati in šele potem se lahko tudi gradivo, ki je recimo v arhivu kot arhivsko gradivo, uniči. Se pa zaradi obilice dela tega zelo malo posluša. No, vse to sem mislil, zato, ker v bistvu dejansko seveda vsaka stvar se verjetno zapiše, arhivira, tudi na kakšne mikrofilme se da oziroma digitalizira zdaj. Tako da v bistvu kljub temu, da se uniči, v fizičnem smislu pa saj ostane neka ena sled. Tako je. Tudi pri ustvarjalcih, recimo, če imamo, ne vem, milijon strani istovrstnega gradiva, ki nastaja, mi ne vzamemo milijon strani, bodi si fizično ali digitalno, ampak uvedemo tako imenovani vzorec. Vzamemo recimo 5% gradiva, ki kaže na to, kako je nek organ deloval. Recimo, če gre za zbiranje, recimo primer daktiloskopskih teh kartic, ko vam vzame policija prstne odtise. Te kartice nastajajo ali pa so nastajale na po 1000 na teden, na mesec in se prenesejo tako v bazo. Baza je arhivsko gradivo, mi pa recimo 1000 primerkov takih kartic shranimo kot primer, kako je to izgledalo. Ker za nas niso relevantne, kakšni so prstni odtisi Janeza Novaka. To ni arhivsko gradivo. Je pa način, kako so na policiji to recimo delali, pa dosti relevantno podatek. Ok, hvala. Brane, Toli. Hvala lepa. To, kar je gospod Gregor rekel, da je potrebno v miselnosti spremeniti, je absolutno. Sam en primer bom povedal, ko je en kolega Stane Padežnik zahteval od tega zastopnika enakih možnosti, Lobnikarja, da oceni, da smo slepi diskriminirani, ker nimamo polnega dostopa do RTV programov, podnapisi, audiodeskripcije in tako dalje, ker imamo manj kot 1% programov je dostopni za nas, je on izdal odločbo, da nismo diskriminirani. Enega od razlogov je pa navedel, češ, da se lahko iste vsebine, če ne moremo spremljati po televiziji, pa lahko poslušamo po radiju. Mislim, da prav žaljivo, kar je v odločbi napisal. Vprašanje pa imam, kaj me pa najbolj zanima,
kakšna je dostopnost teh digitalnih gradiv nas za slepe, ker to ne govori predvsem o opisovanju fotografij, o audiodeskripciji filmov, ne. Mene pa zanima to, ko ste gospod Gregor rekli, v kakšnem formatu to gre zapisna gradiva. Zdaj, če JPG za nas ni dosegljiv preko bralnika, zaslovne e-bralce, na primer, potem tudi, če je vse PDF oblike niso za nas dostopne, zdaj, kako je z tega vidika dostopno za slepe do digitalnih gradiv arhiva? Zdaj, Toni je predstavil tiste primere, na katerih smo se mi, bom čist direkten rekel, učili. Ne? Ni pričakovati, da bomo množično prilagajali filmov, ker za to nimamo resursov. Kar pa počnemo, pa je recimo pri digitalizaciji spisovnega gradiva, torej konkretnih dokumentov besedilnih, ki jih dajemo v digitalizacijo, se ti vedno digitalizirajo v PDF-ju z vključenim OCR-jem. Tako da ti dokumenti so potem shranjeni v PDF A1, mislim da, ki je tudi primeren za bralnike slepih oziroma slabovidnih, jih je možno torej besedilo pretvoriti in ti dokumenti se torej že skenirajo ali pa digitalizirajo z mislijo, da morajo biti dostopni. Kar zadeva pa zdaj fotografij, načrtov, je pa zelo težko. Mi tudi znanja nimamo dovolj, da bi, recimo, mi smo zdaj v lanskem letu dali digitalizirati, mislim, da 4000 načrtov Slovenija projekta, enega fonda v našem arhivu, in da bi mi šli vsakega od teh posnetkov, torej 4000 posnetkov z audiodeskripcijo opisati, je nemogoče. To je full-time job za 10 ljudi. Tako da to vrstno gradivo na dolgi rok je seveda naša želja, da je bilo dostopno, ampak da bi pa masovno to počeli, pa žal iluzorno. Jaz bi tukaj omenil še več, Gregor. Ja, hvala. Se pravi, v okviru projekta smo razvili virtualno arhivsko čitalnico, ki je spletišče, ki je dostopno za JAWS in tako naprej. In na tem spletišču vi lahko najdete gradivo, ga naročite in pri naročanju lahko izberete prilagoditev, ki jo hočete imeti. Ali je to tisk v brajco, ali je to, da se naredijo OCR ali karkoli. Sprav gradivo, ki ga hočete naročiti, ga lahko naročite prilagojeno. In če lahko vmes lahko katerekoli gradivo naroči? Če boste naročili film, pa hoteli imeti zvočni opis, je tukaj problem, ker je to dolgotrajen drag proces. Če gre pa za spisovno gradivo, pa da se ga poskenira, pa ocerira, pa to ni tak problem. Ne? Ker pred leti, če lahko še ta primer povem, je ta mestni muzej v Ljubljani, ki se bil mestni, imel češ prilagoditev za slepe, svojih pač teh vsebin preko spleta, ampak je zelo ponesrečen način izbral, da so brali določene dokumente, so bili nam dostopne v zvočnih datotekah, to je spet diskriminacija. Jaz imam pravico do vseh dokumentov, da imam dostopnost, ne pa za tiste, ko jih nekdo izbere in prebere. Tako je, ja. Tukaj pri naši virtualni čitalnici gre za to, da vi sami izberete, katero gradivo bi radi imeli in v kakšni prilagojeni obliki. Tako, pa si prav, da sem hvala. Pa prej gospa Slavica vprašala glede dostopnosti gradiva, zakaj neki dostopno na spletu, pa zakaj neki ni. Bi mogoče Gregor kaj povedal o teh načinih dostopnosti, pa o anonimizaciji mogoče. Ja, to sem prej omenil. Zdaj, arhivsko gradivo je lahko tisto, ki ni problematično, kot so recimo tele starejše gradivo, urbarji in listine. To gradivo ni problematično, ko je enkrat digitalizirano, je dostopno nadaljavo, vam zato ni treba hoditi v arhiv. Pri gradivu, ki je mlajše od 75 let, pa je praviloma težava v tem, da gradivo lahko vsebuje tudi občutljive podatke. Če se spomnite, sem na začetku rekel, da je leta 2014 Ustavno sodišče reklo, da moramo zakon arhivski v tistem delu spremeniti, kjer govorimo o dostopnosti in uporabi arhivskega gradiva, ki nastaja pri delovanju zdravstvenih institucij. Ustavno sodišče je namreč takrat ocenilo, da to gradivo lahko vsebuje takšne podatke, ki pač ne želimo, da je dostopno vsakomur. Ker namreč izhajati je potrebno iz predpostavke, arhivsko gradivo, ki je javno, je dostopno vsakomur v uporabo zastonj.
če pridete vi v arhiv in zahtevate gradivo, ki je starejše od 75 let in ni omejitve, da torej ne vsebuje podatke o še živečih osebah, smo vam ga mi dolžni izdati. Ne? Je pa zakon pač vključil varovalko, gradivo, ki je mlajše od 75 let in ki se nanaša na osebe, ki so še žive, pa varuje podatke, kot so recimo podatki o spolnem življenju, podatki o etnični pripadnosti, podatki o zdravstvenem stanju, morebitnem družinskem nasilju, nedotakljivosti otroka. Takšne podatke pa v gradivu varujemo. Ne? In mi za to gradiva, ki je mlajše od 75 let, sploh če obstaja predpostavka, da lahko vsebuje občutljive osebne podatke, ne moremo kar objaviti na spletu. Ampak je treba gradivo predhodno pregledati in vse tiste dele gradiva, ki pač niso dostopni po zakonu, prečrtati. Drug problem, ki ga je pa Toni prav tako omenil, je pa recimo pri slikah, načrtih, tehničnih risbah ali pa recimo teh naših nesrečnih filmih. To gradivo pa varuje še zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Ta zakon je pa pravzaprav dosti restriktiven pri teh podnarekovaj umetniških delih, ker je potrebno toliko dejavnikov preveriti pred objavo in torej omogočanjem oddaljenega dostopa, da se velikokrat institucije, ne le arhivi, tudi druge institucije, preprosto zaciklamo. Recimo v arhivu imamo en fond, ki se imenuje osirotela dela, za katere vemo, koliko so stari, ne vemo pa, kdo so avtori. In takšnih del si mi preprosto ne moramo privoščiti, da bi jih objavili, ker se lahko v vsakem trenutku najde nekdo, ki prepozna delo svojega očeta, svojih staršev, starih staršev, reče, poglejte, vi kršite moje pravice in v končni fazi ob umiku zahteva tudi odškodnino za neupravičeno objavo. Tako da mi si prizadevamo, da bi bilo čim več gradiva dostopnega in objavljenega, ampak je pa zakonodaja tukaj kljub vsemu dosti restriktivna. Ja, recimo te fotografije, ki smo jih prilagajali, so v bistvu osirotelo delo. Ker na koncu smo rekli, če smo že to delali, digitalizirali, opisali, dajmo še to objaviti. Ampak ker ne poznaš avtorja, je edini način, da to objaviš, da pač to označiš kot osirotelo delo. Tako da nam je potem v bistvu mogel zavod pisno dati izjavo, da tudi oni ne poznajo avtorjev fotografij, da so oni lastnik teh fotografij in da dovolijo objavo. Če se pa enkrat nekdo najde, pa reče, to je pa fotografija, ki sem jo jaz naredil, pa jo ne smete objaviti, jo je pač treba umakniti spleta. A lahko nekaj še vprašam tle? Sama Slavica, Goran čaka že. Jaz mislim na to temo prav zdaj. Se bomo še vrnali. Zvoli, Goran. Samo vprašal, gospod Igor, prej ste govorili o plemenitosti določenega politika. Ali on ima v Republiki Sloveniji že ta status, bom rekel, priznan kot plemeniti? Mislim, jaz se v njegov status ne spuščam, ampak kolikor jaz vem, plemiških nazivov Slovenije od leta 1918 ni, tako da to bi ste morali vprašati pa njega. Žal, kaj več, to ne morem odgovoriti. Kar se plemiških približno jaz nekaj na malo vem, kar se plemiških nazivov tiče, je bilo tako, da je v stari Jugoslaviji so morali na te plemiške nazive plačevati celo davek. Če je hotel imeti in ga uveljavljati, je mogel plačati davek. In poznam primer, ko je dejansko, ker pač nimajo nič od tega in je tudi finančno bilo to, kar je neko breme, ga je enostavno vrnil. Tako da se je nehal. Se mu ni splačalo biti med. Izvoli, Slavica. Ja, jaz sem hotela samo vprašati zdaj, ko ste govorila, Toni pa gospod Gregor, o teh občutljivosti avtorskih pravic, to je na vseh področjih, tle verjetno ni nič drugače. A se potem arhiv tudi mogoče s temi tožbami kakšnimi srečuje, ker to je res zadnje cajte ratalo kar malo že čez mejo. Mislim, mi se temu, kolikor se le da, izogibamo, ampak en primer tak čist, ko človek sploh ne more verjeti, da je to lahko res. Mi smo digitalizirali pred leti, mislim, da Kekca. Original hranijo namreč v Beogradu, v srbski kinoteki. To je to, ki je zdaj nazaj prišel, ne? Ja, in mi smo to takrat digitalizirali in ne vem, če je bilo pri Kekcu, pri enem od filmov, ki smo jih digitalizirali, se je potem našel nekdo, ki je dedič po enem izmed teh, ki so sodelovali pri nastajanju izvirnega dela in je ob
obtožil, mislim, da je arhiv, da smo posegli v avtorsko delo, ker smo spreminjali saturacijo filma. Skratka, ta zakon o varstvu avtorskih in sorodnih pravic je toliko kompleksen in v določenih delih toliko nelogično napisan, da pravzaprav ti sploh zaveže roke, da bi se česarkoli lotil. Mi smo zato bili pri tem filmu zato toliko veseli, da smo to opcijo sploh dobili, ne, da se sploh lahko tega lotiš. Mislim, da sta Toni pa kolegica Mojca in naš pravnik izgubila več časa z iskanjem pravnih preprek, kot na koncu s konkretnim delom. Ne? Da analiziram, ampak blazno veliko časa vem, da je živčna igra bila, ali bomo smeli spremeniti ali ne. Kaj to sploh pomeni. Včasih je tudi problem, da najdeš dediče avtorja. Ja. Ker smo hoteli tudi kako drugo stvar narediti, ampak enostavno dediča nismo našli, ker niti niso v Sloveniji, živijo nekje drugje in ne prideš do podatka, oziroma tudi če prideš, ne dobiš pravo telefonsko številko in tako naprej. Smo pa hoteli tudi ta film Naš avto, smo pač naredili maketo, smo rekli, da moramo še zvočni opis narediti. Se pravi, volja je, denar je, ampak avtorske pravice pa ne dobiš. Ja. Izvoli, Goran. Jaz bi še nekaj vprašal. Ali recimo vaš arhiv lahko, oziroma je kdaj podal kakšen predlog zakonske spremembe teh avtorskih pravic zaradi lažjega potem delovanja, spreminjanja teh stvari? Mislim, konkretnega predloga za spremembo nismo dajali, ampak vem pa, da smo pač upozarjali Ministrstvo za kulturo, da je s tem nemogoče živeti. In kolikor je gospa Slavica omenila, to niso samo težave arhiva, to so težave tudi drugih institucij na področju kulture in umetnosti. Po eni strani smo restriktivni in preprečujemo, da bi se kulturna dediščina recimo prilagajali, po drugi strani pa ne uredimo ustrezno zakonskih podlag za izplačevanje recimo nadomestil za uporabo avtorskih del, recimo bodisi glasbe in podobno. Tam pa imamo potem spet eno pravno sivino. Tako da na tem področju je marsikaj treba narediti. Ampak ko ste rekli za zakonske spremembe, nihče si ne želi zakonov spreminjati. To je pa takšna živčna vojna in leta političnega preigravanja, da lahko se zgodi, da na koncu zakon, ki pride iz parlamentarne procedure, je še slabši kot tisti, ki si ga ne. Mislim, čisto realnost prakse. No. Naj povem mojo izkušnjo, ko sem delal en večer v Ježku, sem sicer poklical sina in je dal dovoljenje, da lahko predvajamo en film, s tem, da je pač povedal, ne, da je to zdaj čisto izjemoma, ker je on vse avtorske pravice predal pravnikom in bi jaz mogel z pravniki se dogovarjati in okrog vsega teh zadev, ne. Ampak midva sta se tako zmenila po prijateljski liniji, pač pa ko sem pa jaz hotel preko RTV-ja dobiti dovoljenje, ne, ker je pač last RTV-ja, sem pa mogel še dodatno dobiti 6 avtorskih pravic dedičev od scenarista do režiserja in teh stvari. Ne. Tako da sem kar precej časa porabil za to, da sem dobil, mislim, ni bilo problem, ne, se to vsak z veseljem da, ne, ampak ker je bilo to za en zaprt krog, ne, ampak če pa gre to za javno, je pa verjetno... To je tisto, ko smo v Finžgarjevi gledali. Tako, tistega Ježka, ja, ko je bil še Jani Kovačič, pa Helena Kodar, pa ne. Ja, mi smo tudi Gade hoteli, da bi se zvočnim opisom predvajali na RTV-ju, ampak je težava, ker ima zakupljene pravice Pop TV za ne vem koliko let naprej. Čeprav ga oni niti enkrat ne bojo predvajali v tem času, ga pač RTV ne sme. Ja, Pop TV predvaja zelo dosti filmov na tisti kino, ko je. Precej slovenskih filmov, to sem videl, zdaj pa ne vem, ta teden... Ja, na Vojo, ne? Ne na Vojo, kino. Kanal Kino. Kino je, ne? In vem, da je ta teden, sem bil presenečen, je cel dan slovenske filme predvajal. Ne? Tako da oni precej teh predvajajo, ja. Tako da vem pa tudi, ja, da precej kupujejo. Ja. Vem pa še ena zadeva, ne, kar se filmu tiče, je pa Kinoteka, zdaj bo tudi nekaj sinhronizirala ene slovenske filme celo. Lahko se pohvalim, da sem celo zraven dal, sem jih prepričal, da bo dali zraven povest o dobrih ljudeh, ko je ta slepa Katica, no, sem rekel, zdaj bo pa škoda, če boste delali za slepe, da ne bi še ta film dali zraven. Ne. Še kakšno vprašanje?
Dušan? Ja, izvoli, Joža. Jaz bi pa sam toliko rekel, no, jaz sem enkrat neki osebi rekel, če lahko posnamem njegovo knjigo in mi je ta oseba rekla, napiš prošnjo za avtorsko pravico, pa mi še do danes ni odgovoril. Lej, Joža. Je pa tako, on je bil zelo hud, so eno njegovo knjigo posneli v digitalni obliki. In tudi sem se z ljudmi pogovarjal in so rekli, da on ni tak, da bi rekel, on rad mal prenza. Kar se tiče knjig, imamo pa mi, zdaj ne spoznam se čisto dobro. 48a člen zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Hvala, Slavica. Dovoljuje, da lahko naredimo 3 primerke. Ja. Ne, da bi avtorja vprašali, oziroma ne, da bi pravice, zato ker mi ne tiskamo, mi ne kopiramo, ampak prilagajamo. Ampak me pa zanima ta arhiv, a se je kdaj poglabljal, bi te goste vprašal, da bi prenovili kakšno Brajevo knjigo na nov in podobne stvari. Se vem, da je to pač delo zveze, ampak kakšne so stare, pa so, dobro, jaz imam zdaj eno staro knjigo, pa je res iz 41. leta v Vidnem, iz 53. v Braja, se jo bom prebral, ampak je zelo stara in vidim, da je bila zelo dobra knjiga in je pač šla skozi veliko rok in tako naprej. Kar se pa teh Brajevih knjig tiče, pa to sicer spada, to bom jaz odgovoril, če dovoliš, Joža, bi to spadalo pod NUK, a ne? NUK je že hotel, da mu mi pošiljamo knjige, ne vem, 3 ali 4 izvode Brajevih knjig, ne, za njihov arhiv. Tako kot pod zakonom to gre, ne, vendar smo mi razložili, da pravzaprav zdaj zakonsko imajo prav, ne, ampak mi imamo Brajeve knjige v enem izvodu in zdaj ne vem, kako bi zdaj prav za njih bi mogli potem tiskati še dodatno 3 ali 4 knjige dotiskati, zato da bi jih oni hranili. Ne. Kar se tiče, ker to je pač precej draga zadeva. Ne. Kar se pa tiče tega, ko si ti rekel, te knjige leta 41, je pa tako, kakšna knjiga se tudi obnovi, seveda jezik zastara, knjiga pač tudi razpade, ampak moram reči, da te knjige ne razpadajo, ne, so zelo dobro trdno bile vezane, ročno pisane, tudi papir je odličen, tako da to je stvar knjižnice, ne arhiva, ker arhiv teh knjig nima, niti jih NUK nima, ne, v tem smislu je to. Ja, lahko jaz še nekaj dodam, Dušan, tukaj okrog Zveza tudi tiska časopise v prilagojenih tehnikah in zdaj so me ravno spraševali jaz kot urednica enega od teh časopisov, kje bi lahko neke časopise oziroma rubrike iz leta 80 pa tam dobili, ne. In v bistvu je to vse v NUK-u, tako da naša tiskarna vsak mesec, ko pač ta mesečnik izide, en izvod odpošlje v NUK, tako da vedite, kakšna skladišča so tam. To je obvezni izvod, verjetno. Ja, obvezni izvod, ja. Tako je. Smem jaz nekaj vprašati, ker ste prej rekli, da te knjige berete, ne? In imate pravico do 3 izvodov. A te knjige se smejo na YouTubeu potem objaviti, verjetno ne? Ne. To je samo za interno rabo. Tako. Mi imamo tudi en elektronski informacijski sistem, se temu reče, ne, se Toni to ve, lahko tudi Toni ti kdaj pokaže ali pa se ki dobimo, ne. In gor so knjige, ampak je tako, dostop do tega imajo samo v bistvu slepi in slabovidni. Ja, pa še tisti, ki imajo geslo. Tako, na YouTubeu sem spremljal pač te audio knjige, ne, ko jih potem posamezniki berejo, pa jih shranijo. In imajo blazne težave, zato ker jih odstranijo, ne. Tele založbe jih prijavijo za kršitve avtorskih pravic in jih YouTube potem tudi ukine in programe, pa vse mogočo podporo, tako da je tudi tujini problem tega. Ja, seveda, ne, sam tujini je to malo drugače rešeno, pri nas se zdaj to rešuje tudi, se pravi, z marakeško pogodbo, a ne, ker mi pač pol delamo tudi tako v tem smislu, seveda bo Brane to razložil, a ne, Brane,
V glavnem, mi pač kupimo knjigo v fizičnem smislu in jo potem prilagodimo. Na ta način nekako zagotovimo stvari, drugače pa to zaprt krog. Dostop do naše knjižnice moraš imeti potrdilo od zdravnika, se pravi, moraš imeti res, bomo rekli, biti status invalida, a ne, Brane, povej. Brane, izvoli. To je, za slepe mora biti na 70% izgube vida, pa motne branje in pisanje, tako da mi, da bi kar tako rekel, jaz ne vidim, slabo vidim, da bi se k nam vključil ne more. S tem, da je pa, kot je že prej rekel, smo niti društvo, ki deluje v javnem interesu, za vse slepe in slabovide, ne pa samo za člani. Tako je tudi naša knjižnica namenjena. Imaš pa eno vprašanje, če lahko? Izvoli. Gregor, zanima me, koliko je številčno, oziroma velik vaš kolektiv, velik majhen glede na ta obseg dela je ogromen, ne? Koliko imate zaposlenih? 65 nas je v Arhivu Republike Slovenije, mogoče zdaj celo nekoliko manj, ker se nam je projekt lani iztekel in žal pač pri teh projektih je tako, da potem sodelavce izgubimo. Tako smo recimo Tonija izgubili, pa ga v bistvu zelo pogrešamo. Vseh skupaj arhivistov, mislim, da nas je po Sloveniji na 180 do 200, torej v vseh 10 arhivih javnih. Tako da nas je v bistvu razmeroma malo za vsebine, ki jih moramo obravnavati. Tako. Okay. Zdaj pa še eno čisto konkretno vprašanje. Tudi mene osebno zanima, kako recimo jaz lahko pridem k vam. Recimo jaz sem sicer videč, ampak lahko pol tudi navežemo tudi na slepega oziroma slabovidnega. Zdaj v arhiv ali pa dostop do arhiva imate možnost pač v 3 oblikah. Bodi si pridete fizično na lokacijo, zdaj konkretno Arhiv Republike Slovenije na Zvezdarski 1 in vas tam pospremimo do čitalnice, kjer potem bodi si pregledate naše pripomočke, kaj potrebujete, poveste, kaj potrebujete in vas mi usmerimo in vam gradivo pripravimo. To je eden izmed možnih. Gradivo je fajn, če jaz prej povem, kaj hočem, ne? Lahko, če boste prišli, ga načeloma v isti trenutek ne boste dobili. Razen, če je v hiši, pa je res izjemen primer. Drugače pa je dobro, da vsaj en dan prej gradivo naročite. Najlažji stik, povej, Toni. Mogoče pa prej pozabila omeniti ravno to opremo čitalnic. Ja, bova zdaj omenila. Hvala, da si pozoril. Najlažji stik je preko spletnih strani in virtualne čitalnice, ki jo je Toni omenil. Tukaj lahko namreč izberete, ali želite gradivo vpogledati nadaljavo v digitalizirani obliki ali konkretno na lokaciji arhiva. Zdaj, v sklopu tega projekta smo za arhivske čitalnice, ne le Arhivu Republike Slovenije, ampak tudi regionalnih arhivov, uspeli kupiti nekaj opreme, torej lupe v različnih povečavah, posebne digitalizatorje. To bo Toni vedel kaj več povedati o tem, ki gradivo, ki ga podložimo spodaj, pač povečujejo. Za uporabo audio deskripcije smo nabavili zvočnike in slušalke, večji monitorji so na razpolago, torej slepim in slabovidnim, da lahko si pač s temi stvarmi pomagate. Za gluhe in naglušne pa smo kupili tudi induktivno zanko, tako da lahko s pomočjo teh pripomočkov pač potem čim bolj prilagodimo naše čitalnice. Je pa pač, zdaj bom čist realen, stika z uporabniki, ki imate posebne potrebe, imamo arhivi razmeroma malo. Zdaj morebiti smo tudi sami krivi, ker dovolj ne propagiramo zadeve. Smo pa entuzijasti, tako da mogoče smo kdaj malo hlodast, ampak smo pa res z srcem v službi za to, da pomagamo uporabnikom. In naš interes je, da vi odidete z arhiva z gradivom, ki vam bo pomagalo. Nismo naravnani k temu, da boste prišli, pa bomo rekli, Bog ne daj, puste nas primir. Pa je popolnoma nepodmembno, ali ste videč uporabnik ali pa torej imate neko prepreko. Tako da to so vsekakor naša želja je, da pač arhivsko gradivo čim bolj dostopno. Tako da Toni, zdaj kar zadeva specifikacije, teh sem še ti dodal. Ja, se pravi, v čitalnici je Brailleva vrstica, Supernova bralnik in povečevalnik,
Da se tudi JAWS namestiti, ker arhiv ima licenco za JAWS. Nameščen je tudi ABI OCR program, s katerim lahko si poskenirate gradivo in potem naredite OCR, se pravi strojno prepoznavo besedila. Čitalnici je tudi elektronska lupa, prenosna in ta velika namizna, različne lupe, kot je Gregor rekel, ne sem kaj še spustil. Ampak je pa res, ja, ker se to vsak dan ne uporablja, so to stvari, ki so postavljene, da se ne prašijo, da se kaj ne zgodi, se pa res potem potrebno vnaprej najaviti pa povedati, kaj od tega bi rabil. Kako pa jaz vem, kaj imate? Greš na virtualno arhivsko čitalnico, vtipkaš v iskalnik, pa iščeš. No, to sem hotel, ja, no, to sem hotel zadevo vprašati, da gremo. V redu. Jaz lahko tole delil. Vam bom jaz v chat dal povezavo do virtualne arhivske čitalnice, samo da ugotovim, kako jaz do tega pridem. Ja, no, v redu, super, fajn. Toni, ja. Kaj še boš povedal, kaj je bilo recimo zanimivo pri tvojem delu, recimo medtem, ko Grega išče? Ja, zanimivo je bilo pač to vse razno raziskovanje, pri maketi ugotavljati, iskati človeka, ki ve, kakšna barva je bil avto. Pri listini je bilo treba počakati dejansko pravo zimo, pravo vreme, kdaj bo lahko izdelovalec pergamentov imel pogoje, da naredi pergament, vrvico. Jaz sem slišal, da tam ena gospa neka celo goji neke koze, prav zato, da lahko pergament dela. Pergament, zdaj to ne vem, vem pa, da se pergament v bistvu naredi iz kože mrtvorojenega kozlička. Celo tako. Ja, to je pa zanimivo. Ne, jaz sem slišal, da so tam ene entuziastke, ki v bistvu pač je to tudi v privatnem življenju, se pravi, koze gojijo. Težave so imeli pri pečatu. Je že prišel. Ker pečat je pač iz voska in danes ni mogoče narediti take sestave voska, kot je bila takrat. Pol ne vem, težave so imeli pri tej vrvici, s katero je pečat pritrjen na listino. Ta vrvica je, mislim, da je svile narejena in danes ni take svile, da bi lahko enako naredil. Ja, to potem pač treba iskati približke po vseh strokovnih kanalih in tako naprej. Zdaj, ko so bile olimpijske igre v Pekingu, zdaj bi bilo dobro kitajsko svilo najti. No, vse se najde. Dobro. Ok, še kakšno vprašanje, ali smo počasi končati? Seveda. Jaz mislim, da je bilo zanimivo zelo. No. Zelo Skratka, zanimivo, saj vemo, kako je s tem arhivom. Skratka, Gregor, hvala, jaz se bom oglasil enkrat pri tebi, pa bova še kako v živo rekla, pa Tonja, pa gremo na eno kavico. Zdaj, ko bo malo, ko se toplejši dnevi bližajo, tam je tisti lokal Lušen na Travniku. Ko je kiparna. Kiparna, ja. Tako da bomo še sodelovali, upam. Zdaj, če boste vi, dragi udeleženci, kaj želeli, imamo Tonija, ga lahko vprašamo, pa da na svet. Mogoče en predlog, da narediš eno skupino tistih, ki bi jih zanimalo, pa se naredi prilagojeno vodstvo v arhivu, to seveda Gregor opravi. Ja, z veseljem. Za gluhe smo že imeli, za slepe iz zavoda smo tudi imeli. Ja, meni bo tudi luštno, jaz sem bil tam pred 30 leti, se mi zdi, da sem bil in edino, kar se spomnim, je tisti ozek prehod iz stare v nov del in je bil tako prebit, da tako malo, da bi težko človek gre mimo. Še obstaja tisti predor. Se moraš suh narediti. Jaz sem v arhivu 10 let, sam kolikor se meni zdi, da se v zadnjih 10 letih ni nič spremenilo, tako da se bojim, da se tudi v zadnjih 30 bistveno. Se pravi, tisti ozek prehod še obstaja. Vse je osko v arhivu Republike Slovenije, tako da res dobrodošli, dajte se res uskladiti, pa nas obiskati. Mi smo zmerno veseli obiska, izkušenj, tako da kar koražno. Jaz sem za to, da imamo petkovo kavico v živo.
Ja, hvala Slavica, glih hotel sem to reči. Da bi bila petkova kavica na 4 oči. To že razmišljamo. Celo, če najprej bo, zdaj ne vem, ali 8. ali 15. Aprila bo Jernej Kuntner prišel predstaviti eno zadevo, tako da takrat bo ziher. Verjetno bo še pa mogoče prej. Ne? Goran, ajde, povej še ti. Jaz bi še na kratko vprašanje. Tisti arhiv, recimo, ki je zaščiten, a je on fizično zaklenjen ali je samo pač tam ni stopa? Ne? Kako imate to? Mislim, vse gradivo je fizično zaščiteno, tako da je pač dostop omogočen samo nam, ki tam delamo. Imamo pa tudi gradivo, ki je toliko občutljivo, da je v tako imenovanih varnostnih območjih, kjer ima dostop samo par ljudi v Sloveniji oziroma v našem arhivu, ali celo sam ne moreš do tega gradiva. Moraš biti vedno v paru. To pa zdaj maksimum, kaj smem povedati. Ok, dobro. Za dan smo končali. Samo da še najavim, jaz upam, da ste bili pridni, da ste si sposodili knjigo, ki jo bomo drug teden brali. Tako da dejte, da nam bo ratal ta prvi knjižni klub. Če bo uspešno, bomo še nadaljevali s tem, s pogovori z raznimi ustvarjalci in s temi zadevami, tako da lepo se imejte, pridni bote, vidimo se naslednji teden. Skratka, lepo zdrav, maham v slovo, hvala Gregor. Kaj pa smo drug teden, Dušan? Hvala. Vse sem povedal, knjižni klub. Beremo. Knjižni klub? Dobro. Knjižnimo ali bomo? To pa bomo, ja. Ja, ok, dio. Adijo.